Čeprav se je Španije vrnil šele v soboto, na obali že vodi svoj 8. košarkarski kamp. Danes so trenirali skupaj z varovanci varstveno-delovnih centrov. Talenta med mladimi ne manjka, pove Nahbar. Mi lahko tule v en teden zelo malo učimo. Skušamo pa dati smernice za naprej. Potem pa na njih, da delajo trdo med šolskim letom in da potem, vsaj tako opažamo, tisti, ki se vračajo, da med letom napredujejo. In je kar nekaj takih, ki imajo možnost postati dobri košarkarji. Pri 34 letih je z Barcelono osvojil svoj najpomembnejši naslov prvaka doslej, španskega, in to proti Realu. Neverjetno rivalstvo. Seveda nogomet je potenciran krat 100 ali pa krat 1000 primerjalec košarka, ampak vseeno fajt do konca, lahko rečem. Obenem je bil to obliž na evroligaško rano, ko so v polfinalu izgubili prav proti Realu. Čista zmeda, res tisti dan, ko ti gre vse narobe. In nas je bilo kar malo sram po tistem polfinalu. Tako želeni evropski naslov bo skušal osvojiti naslednjo sezono, pogodbo je že podaljšal. Odkar sem prišel z Amerike, sem bil skozi zelo nemiren, ker sem vedel, da lahko igram na tem najvišjem nivoju, ali v Evropi ali Ameriki, in iskal sredino, kjer bi lahko to dokazal. In letos mi je to Barcelona uspelo. Zato sem rekel, da sem najdel svoj NBA. Še o reprezentanci ne bo lahko gledati, lažje je igrati, prizna. Visok cilj, polfinale, odpira. Jaz bi sam tokrat, če bi lahko zaščitil recimo fante v tem smislu, da če tega rezultata ne bo, da potem javnost ne bo kritična do njih. Ker to je mlada ekipa, ki mora imeti visok cilj, da lahko napreduje, da lahko dela, da lahko raste. Nahbar zaključuje: ponosen sem, da sem vzor tem otrokom.